Dobrodošli v novi epizodi podcasta VAR, delovega nogometnega podcasta. Danes znova v polni zasedbi v pričakovanju derbija, tudi Lige prvakov, ampak tokrat bo predvsem glavna tema derbi. Ampak če za trenutek, za uvod, začnemo še pri kolu, ki je za nami. Gorazd, mogoče hitra ena splošna ocena kroga, kaj smo videli, morda kaj te je presenetilo, če kaj posebnega. Nič me ni presenetilo, pričakovano vse. Maribor je na pol bil že v današnjem derbiju, malo preračunljiva igra se je išla z neodločenim izidom. Ne igra, taktična igra trenerja, ki je varčeval z najboljšimi igralci in jih je še v drugem polčasu aktiviral. Olimpija se je pobrala hitro po spodrsljaju, pač individualne sposobnosti so nagnile jeziček na tehtnici na Olimpijino stran. Domžale so v krizi, to je jasno. V derbiju zna, gremo naprej. Vsak teden bomo videli, kdo bo v slabšem položaju in ni nič novega. To je pričakovano vse. Tudi Koper pa Mura v Murski Soboti z tekmovalnega zornega kota, nepomembna tekma, vsaj malo strasti so se raznele, kar ni slabo, ne. So malo tudi skregali, kar je v redu, ne. Če že ne moreš, ne gor, ne dol, ne. Tako da pričakovano, eno tako zatišje pred burjo, to pred jutrišnjo tekmo, ne, derbijo. No pa, če smo pri jutrišnji tekmi, ta derbi zdaj bo malo drugačen, ker resnega tekmovalnega naboja, vsaj v smislu tega, kdo bi na lestvici se kaj spremenil, ne prinaša, pa vendarle derbi je derbi, to je največja tekma v slovenskem državnem prvenstvu, tu naboj ne bi smel biti vprašljiv, ne. Pa na nobeni tekmi ne bi smel biti vprašljiv. Jaz mislim, da to mi lahko novinarji ali pa navijači ali pa ne kdo drug lahko reče, da tekma ni imela nobenega pomena, ampak športnik težko, tudi če bi bila tekma, ne vem, Radomlje, Domžale, ali ne, dobro, ta je še celo lokalni derbi, ampak kjerkoli tekma je pač poskušaš zmagati, ne. Mi včasih smo igrali Trim ligo, pa si se skregal, če nisi zmagal, pa tam ni noben pokal štel, ne. Tako da jaz v to ne verjamem, oziroma če je temu tako, mora takoj nehati igrati nogomet, ne. Tako da derbi je kot tak pa še dodatno prinaša naboj in jaz ne vidim, zakaj bi bil kaj manj pomemben kot kadarkoli prej, ker enako velja za oba, ne. Se pravi, ne Olimpija, ne Maribor pomembnejše tekme do konca sezone nimata, razen tiste še v rednem delu, ko je še ena v Mariboru. Ampak to je to. Tako da jaz ne vem, zakaj bi bil naboj jutri kaj manjši. Po moje bo enak, tudi to, kar je Gorazd omenil, temu pritrjuje, ne. Zakaj bi nekoga počival, če misliš, da je ta tekma jutri nepomembna. Tako da jaz mislim, da bo jutri pravi derbi, morda za navijače ne, na igrišču pa zanesljivo bo pokalo, kot bi šlo za finale Lige prvakov. Tako, ker Siniša, tako kot sta že oba prej povedala, da spočita Jakupovič, Sudani in pa Iličić, sploh v tem silovitem ritmu ni nepomembno, sploh zdaj zato, ker glede ne igrajo na vsake 3 dni, saj Sudani in Iličić sta pa že vendarle v letih, ne. Jaz bi samo še to dodal, saj smo se že pogovarjali tukaj, da tisti največji športniki so vedno tekmovali. Ko smo omenili tle recimo Cristiana Ronalda. To so ljudje, ki nočejo nikjer izgubljati in sploh ni pomembno, so točke, niso točke, ampak kakršnokoli tekmovanje je tekmovanje. V čemerkoli, kot pravijo, v Trim ligi ali pa za blokom ali pa na šolskem igrišču. Tako da, če je pa to še nek tradicionalni prestiž, kot je v nogometu med Olimpijo in Mariborom, pa nas v Sloveniji, ki je druge, pa pač med drugima 2 kluboma, je pa to še bolj izrazito. Tako da moštvi bosta še 2krat igrali do konca med sabo, torej najprej ta preložena tekma v Ljubljani, potem na koncu v Mariboru. Ja, kakorkoli, Maribor je še vedno lahko ujame Olimpijo, čeprav to ne zgleda, čeprav se zdaj spet ta razlika povečala po zadnji nedeljski tekmi in to Mariboru vedno poseben izziv. Olimpija se pa mora potrjevati in hoče vsaj popraviti ta vtis, ki ga ima zapravlja s to velikim zaostankom proti Celju. In tako da jutri bo prestiž
Bitka, obe pričakujem, da bosta obe moštvi igrali z vsemi ta moment razpoložljivimi močmi, ker predvsem Maribor je res bil zdesetkan, ampak očitno načrtovan zdesetkan. Tako da mislim, da bo čisto okej, absolutno gledljiva tekma in da tudi za Slovenijo v primernem vzdušju. Goraz, kdo bo šel bolj agresivno v to tekmo? Jaz bi izhodišče raje šel nazaj. Dve najbolj uporabljene besede v zadnjih 15 letih Maribora sta ambicioznost, in to je zaščitni znak Ante Šimundže, ambicioznost, pa taktična kultura. Obe dve zadeve sta tudi zdaj aktualni pri Šimundži, se pravi ambicioznost. To je in je specifičen položaj Maribor, je v nekem preoblikovanju, postavljanju meril po Antejevih pravilih, mislim, on postavlja merila po svojih željah, je neke vrste selekcije in ni lepše tekme, kot je Olimpija, da vidi, kdo zmore, kdo ne zmore, kdo je zna, kdo ne zna, kdo je značajsko primeren. Morda je to še najbolj pomemben derbi za preverjanje glave. Niti ne toliko znanja, taktike, glave. Kdo je tisti, ki lahko za Maribor krvavi, ne? Čeprav je tukaj že kar dosti naredil. Olimpija isto v podobnem položaju, je v nekem obnavljanju, prenavljanju. Zeljković išče še ideal, ravno tako nekateri bi radi šli, drugi bi ostali. Praktično derbi idealen za trenerja in za gledalce. Mislim, da bi bil kar v redu, če bi se malo razživela na igrišču. Ne nazadnje, Maribor ima zdaj takšno ekipo, da ne more razmišljati samo o taktični kulturi, ker z Iličićem ne moreš igrati nogomet, bunker nogomet, ne, z Savdanjem tudi ne, z Barišićem tudi ne. Olimpija ima isto ofenzivne igralce, tako da idealen trenutek za dober derbi. Ker tudi že ta zadnja tekma Olimpije, Floruc je dal 2 zadetka v zadnjem obdobju, je nekako se zdi ujel pravo formo, konec koncev je še Bristric zadel 2-krat v 14 dneh. Nekako se zdi, da oboji napadalci obeh ekip so v res dobri formi, ki čakajo konec tega prvenstva. Ja, je specifika teh napadalcev. Olimpija ima mogoče za prihodnost boljše, sam zdaj pa v Olimpiji ostane več kot 2 sezoni. Se pravi, ko bojo zablesteli, bo že trgovina zašibala. In rečemo, Floruc je že zanimiv, je dejansko zanimiv igralec. To so na trgu, so to eden najbolj iskanih igralci. Levičari, ki prodirajo proti sredini in zabijajo gole. Sodan je tipičen tip tak. In sam Sodan je, ali boš prodal njega, mora sam plačati, da ga obdržiš. Če ga pa nimaš, moraš pa najti tazga igralca, ga pa ni. Ne? Se pravi, Olimpija je imela kle srečo, ko je pač Boromisa odkril na Hrvaškem, ki je bil v drugi ligi in ga je pa pravi čas pripeljal. In zdaj, kaj zdaj z njim? Če bo zabil še 2-3 gole, jaz verjamem, da bo res težko ga zadržati. In tudi težko, nesmiselno je zadržati igralce, če dobijo ponudbo. In če ima Olimpija dobro ponudbo, če ima on dobro ponudbo, nesmiselno, da ga zdržuješ. Ampak se pravi, gre za specifične napadalce. Olimpija ima, rečemo, prihodnost, ima mlajše, potentnejše. Maribor ima pa neko kombinacijo vrhunskega znanja, pa rečemo, so se ujeli. No? Pač, mogoče so boljš vodeni. Kot Zeljković, najerni izhodišče, da so boljše vodeni. V zadnjih tednih se je spet malo skril glede Zorana Zeljkovića, prišli smo celo do tega, da je Olimpija javen demanti mogla objaviti, da je Zeljković trden. Zakaj? Misliš, da je res kaj na tem, ali je to bolj? To ne vem, a je kaj na tem, te demantije tudi jaz jemljem v rezervo, ker pogosto se zgodi, da naslednji dan si odpuščen, ko dobiš demanti, da imaš varno službo, ampak to ne bi niti, ne moramo komentirati, ker ne vemo. Da je pa Ante Šimundža boljši trener kot kdorkoli drug v ligi, je pa pač dejstvo. Sej statistika govori za njega. To zdaj ni moje mnenje. To je kartoteka, to je CV, to so podatki. Tako da jaz sem že lani govoril, ko ste bili še skeptični, da verjamem, da mu bo pozim ratal. In to, da so se ujeli, pomeni, da jih je on ujel, saj se niso sami. Tako da to je, on je za mene z naskokom najboljši trener v ligi trenutno. Saj to ni neka huda ugotovitev. Mogoče bi izpostavil še tega Floruxa. Ta prvi gol, ki ga je dal na zdaj zadnji tekmi, je mogoče tisto, kar gledajo ogledniki, menedžeri, trenerji in športni direktorji in tako naprej. Agresija po izgubljeni žogi
Mislim, ni je on zgubil, on je podal, Tako. ampak potem je tam prišlo do nekih odbitkov. Ampak ta gol, ki ga je dal zaradi želje, predvidevanja in agresije, to se gleda, ne? In to se vidi in to je kar pomembno. Tako da na tak način lahko prideš zelo daleč in se tudi zelo dobro prodaš. Ne? Tako, in na prvo ga je v bistvu zadev ta gol omenjeni. Akcija za pogledati, to je pač tisto, kar se išče. To je top, to je res, mislim. To je že To je treba izpostaviti, no, to se išče v fuzbalu. 10 metrih, ki jih je imel, je pokazal vse, kar rabiš videti, kar je rab nogometaš. To prav, ne. Mislim, išče se Ronaldinho, ne? No ja, Sam tega znanja danes več ni, ker tudi pri blokih se ne igra, se pač uči na faksih nogomet in potem vse, kar ti preostane, je agresija. Ne? In to on jo ima, v tem primeru je imel. Ne? Znanja pa na faksu pač nogometnega ne može. je pa še dobro viden, koliko samozavesti ti tudi da pol en tak zadetek za drugi gol, ki niti ni imel dosti prostora za strel, pa ga je še kar udaril in mogoče tudi malo po napaki vratarja ali pa kakorkoli, ampak je šel noter, ampak se vidi nekako, koliko ti goli dvignejo napadalca. Ne, tukaj mogoče Bristrič, ne, lep gol, spet lep gol, že proti Rogaški ga je lepo zdaj, vidi se, da ima, ne, zdaj kaj je, kje bi on ustavljen v glavi ali kje, ne vem, ne, lahko je tudi v igri, ker Olimpija ima pa spet mogoče v primerjavi z Mariborom, ker malo smole napadalci. Floroc in Motika sta izrazita individualista, ora dva sta usmerjena v gol, prvo razmišljate o golu, potem o podaji. V Mariboru ni te, Barišič prodera in razmišlja o podaji. Sodani išče podajo. Ne on, da daje, on je zmer išče, da mu bo Iličić najde. Tukaj v Olimpiji je pa spet specifika. Ti imaš 3 napadalce, 2 sta izrazita egoista, en ki bi mogel biti po profesiji egoist, pa ne dobi žog za to, da je egoist. Ne? Ja, ker je šele tretji na vrsti. Tako je tretji na vrsti. Ne? Ampak dokler so goli, dokler gre tega, se ne bo noben pritoževal. Bo pa zmer napadalec tarča, zakaj gola ne daš. Ja, zato, če običajno dobijo po 5 žog, oni dobi pa 2. Ne gre, ne? Ne gre. Zdi se mi, da so v Mariboru od začetka bolj jasno razdeljene vloge. Da so Olimpije vedno nekaj išče. Pa tisti Dofo, pa zdaj, pa Bristrič, glih tipičen primer, da nima tiste jasne vloge, kot ima, ne vem, kot ima Jakupovič, ali pa v novejši dobi, odkar je začel spet igrati Sodani. In to je mogoče ena prednost, dolgoročna prednost Maribora, da je zdaj jasno, spet po zaslugi Anteja Šimunža, je stvar dobro postavljena. Kako bo, kakšna pa kvaliteta naprej, to je pa druga stvar. Ja. Ampak vsaj bolj jasno je to postavili, ta projekt njegov, kot pa pri Olimpiji. Konec koncev je tudi jasnih nekak teh udarnih 11, ker pri Olimpiji, tako kot smo vsi tukaj že večkrat izpostavili, so te menjave v začetni enajsterici, pa ok, zdaj Dofo sicer je manjkal, drugih razlogov pa ne vem, poskusaš Agba naredi nesmiselno rdeč karton in take stvari, nekaj probaš, pa potem spet 3 tekme ne moreš tega probati in je težko. Ja bi se jaz ostal pri tem rdečem kartonu, na vseh tekmah smo videli ali eno sodniki. Mladi so. In očitno prihaja do menjave rodov in dajem izkušnje in nabirajo izkušnje. Tudi, da daš drug rumen karton pri rezultatu 2-0, ko ne more noben, ne, ker niti ni hotel, žoga se je odbila nazaj njemu, pa je, in da daš, to pač, kam to pridemo, če začnemo uveljavljati ta pravila. K sreči je imel sodnik, da je to 84 naredil. Če bi to 35 minut naredil, bi mogel po teh merilih končati tekmo s 6 igralci. Isto je bilo v Murski Soboti. Ni sporno, a so bili dotiki ali ne, ampak gre za intenziteto. On je uničil nogomet. Ne moreš ti za take dotike piskati kar vse, ker če enkrat to postaviš, potem je to konc, potem bo v naslednjem duelu, ko se strasti raznamejo, ko pride do nekega kontakta, pa bo en nerodno padel ali pa neroden udar zdobil, pa je treba kartone dajati, rdeče, če zdal za tist penal, pa moraš biti tako na sredini igrišča kaznovati igralca za kakršno koli, ampak v redu, gre samo za to, da so se malo preveč nekateri razburjajo zdaj na sodnikih, zato ker so večina jih je, od 5 so 3, ki so v uvajanju, prihajajo. En je bil v Murski Soboti, Barjuku Juga tako ne marajo, ne Mariboru, ne Olimpiji, on pa že izkušen, ne vem kje. V glavnem 2 ali 3 sodniki, ki sem prav gledal, so novi na sceni, in je že par kol zmer nekoga uvajajo, ne.
No, ampak se tudi oni morajo nekje nabrati izkušnje, kakorkoli. To je pač čisto legitimno in hvala Bogu, da se na kateri tekmi ga boš pa uvajal, če ne na Koper Mura Koper. Ja, ne gor, ne dol, se pravi, ja, da moraš gledati kar na derbi. Ne? Ja, drži. In tudi ne moreš gledati na Aluminij Radomlje, ker je zdaj Seveda, pomembno. in vse tam so bili pa sodniki ta pravi. Ne? Pa če se dotaknemo še ta Aluminij Radomlje, ta remi verjetno najslabši rezultat za oboje, ne? Ker to zdaj skoraj pomeni, da bo stali 9 ali 10 više bo šel kdorkoli od njih težko. Ne? Mislim, slabše bilo zgubiti, ne? No ja, za enega od njih, ampak to, da remi pa nobenemu ni verjetno. Kadar je to zdaj oni, ki poznajo ekonomijo, vejo, kaj pomeni zapornikova dilema, ne? To si pogooglite. To je bil logičen razplet remi v takih primerih. Drži, ja. Ampak zdaj na koncu, no, bo pa praktično do zadnjega kola šlo zdaj to, kdo bo šel v dodatne kvalifikacije, kdo bo šel dol. Pa če smo že pri tem boju za obstanek, Gorazd, mogoče samo na hitro, kakšno je pa stanje v drugi ligi, kdo pa se bori za prihod med elito? Je pa še le zapleten vatal. Tam pa res ne razumem več te kombinacije. Niti motivov. Nisem prepričan, da imajo Beltinci motiv v prvo ligo iti. Če imajo sploh potenciale, da so v prvi ligi, lahko pa malo mešajo štrene. Gorica je zložena, ima zdaj neko stabilnost in ima neki know-how, ki ga že pač pod Srebrničem zagotavlja, da si v vrhu. Nafta, ne veš, ko misliš, da imajo že vse, ne? Da je nemogoče, grejo dol. Ne vem, res ne vem, kako bi to, ampak še mislim, da bo Nafta Gorica odločila. Je pa smola, ker se nam med sabo ne pomerita več. Ne. Smola, da bi odločali, da bi videli, kdo je kdo zdaj. Ne. Ja, da bi imeli ta 1-1 dvoboj. Ja, težko, se pravi, mislim pa, da bo sta Gorica pa Nafta. Sam to je slabo sporočilo za 9. v ligi. Če bo Gorica druga, nisem prepričan, če bo 9. šel čez njo. Da bo obstal v dodatnih kvalifikacijah. Če bo Nafta druga, bo verjetno ona ne bo šla čez. Ampak za Gorico pa, če bo ona druga, bo pa težko za 9. Siniša, jaz bi se morda vrnil sam še tukaj nazaj za odtenek na derbi. Ti si bolj spremljaš to utrip v Mariboru. Tako reč, zdaj Maribor mogel tudi igrati nekaj tekem brez gledalcev, pa dobro jim gre, ne? Kako pa se pričakuje naval na Ljubljano, čeprav je neugoden termin za gostovanje Štajerske, prihajati v Stožice. Kako oni pričakujejo ta derbi? Kolikor vem, jutri ne gre pričakovati nekega, ne toliko množičnega prihoda, kot smo ga bili že večkrat pogosto vajeni. Ne vem, sredi delovnega tedna je nekateri tisti, dobro, najzvestejši so bili že pred 3 dnevi v Ljubljani, pa bodo zdaj še enkrat šli. Sredi delovnega tedna ni neki praznik, da bi tekme še nekaj, predvsem bo derbi v Ljudskem vrtu mislim, z občinskom na tribunah, in to mislim, da je tudi prva tekma Maribora po tej sedanji kazni pred gledalci. Tako da bodo, seveda pridejo tisti nekateri, ni pa tle pa Slovenija še ni na tej ravni nekaterih, recimo sosednjih držav, kaj šele tistih najbolj razvitih, ker se pa 2 dni dopusta vzame, ker se poskusi opravičilo v šoli dobiti. Tako da to bo šlo težko skozi. Tako da bo, seveda bo, ne vem, koliko bi, če bi nekdo vprašal, koliko bi jutri gledalcev, nekaj 5-6 tisoč bi moral biti. Več pa težko. Več pa težko sredi tedna. Jernej, morda če greva zdaj za tale drugi del našega podcasta, še za eno oceno vikenda na tujem. Verjetno glavna stvar slavje v Leverkusenu po 11 letih. So si to želeli videti vsi, ki ne navijajo za Bayern v Nemčiji, tako da kaj je tebe ta vikend najbolj pritegnilo, kako se ga pospremil? To smo čakali, ne? Že kakšne 2-3 mesece nazaj se je nekak dan slutiti, da bo tako. Lani smo še govorili, se bo Bayern spomladi, bo zalaufal. Ampak 2 meseca se mi zdi, da se je pa že kar veden, da tole pa ne bo. Predvsem Leverkusen, da ne bo popustil, no, po mojem. Zdaj mene bolj zanima potem. To zdaj je bilo pitak pričakovano, slavje, množice, krožniki, pivo, to je letelo na vse strani, ampak zdaj me zanima, a bo podaljšal ta niz, pa poskušal neke rekorde še podrti. Absolutne, Leverkusen,
ali mu bo dol padlo. Zdaj, če bi sodil po trenerju, bi rekel, da se ne bojo sprostili, da bojo šli še naprej. Nazadnje imajo še, mislim, da v Evropi neke In pokal. izzive, tako da po mojem se ne bojo sprostili in je to dobro za njih. Drugače pa pod črto, če bi rekli Leverkusen, izstopil je tudi, se pravi, Manchester City, ki je pridobil nekaj točk v primerjavi z tem dvema, ne, Liverpoolom, Arsenalom. V Italiji je bilo malo dramatično v Vidmu, na Soseščini, kjer se je zgrudil en od branilcev Rome, pa so tekmo prekinili. Tako da to troje je bilo nekako pod drobnogledom. Mogoče za nas je bila zanimiva tekma tudi oziroma dve, Leipzig pa Atletico. Oba se mi zdi, da sta ujela kar ob pravem času dobro formo. Dober Leipzig zdaj edino, kar mu ostane, je še boj za Ligo prvakov doma, kjer se mi zdi, da mu bo šlo. Atletico pa se mi zdi neugoden. In če bo zdaj preživel, mislim, da gre v Dortmund, še tole ga bo težko izločiti pol do konca sezone in bo neugoden. Girona, recimo, kako ne rečem, katero besedo, zanesljivo. Rutiniran. Doma premagal, kar ni čisto enostavno, bo doslej nobeno. Tako da to so dobre novice tudi za nas. Ne. Očitno bosta in Oblak in Šeško, ki sta naša najdražja in najvidnejša eksponata v pravi formi tudi na Evropskem prvenstvu, kar je okej. Gorazd Šeško je pri 9 golih v Bundesligi še en manjka do 10, kar je za prvo sezono na tem nivoju po prestopu iz Avstrijske lige verjetno skoraj sanjski razplet, ali pa saj zelo blizu tega. Ne? Ja, ob tem, da jesen ni bil toliko v središču. Ne? Se pravi, Po 5 minut igral. ja, zdaj je to več pač nimaš kaj, sam čakati moraš, da ne bo slučajno poškodb in on bo samo goršel. Je pač specifičen napadalec, to smo že to vsi vejo, ne. Haaland je naredil že reklamo, da se išče take napadalce, je logično neko nadaljevanje tega trenda, ne. No, bomo videli, ne. Če ne bo poškodb, je samo vprašanje trenutka, kdaj bo šel, pa kjer klub, ni problem, gre lahko vsak klub. Sam zdaj je ta trener, ki ti klub vodi filozofijo te napadalce, rečemo, realno moraš iti, ker vidiš, da sploh to ne igrajo. Ne? In imajo take napadalce, da kontra, sprav lahko Barcelona nekje, mogoče tip igralca, ki ustreza v center forward, ko vse drugi poigrajo se z žogo. Ne veš, mislim, tudi Bayern bi bil na primer idealen, kot zamenjava za Kejna. Ne? To je, se mi zdi, nemška liga, pozna vse. Zdaj ga še leto, dve. Ja. Ja, no, seveda, se pravim, kot zamenjava se prav leto ali dve, ne še čakati, ne, ampak bomo videli, ne, jaz lahko sem pa vse sesuje, to so ta leta, ki v pol leta gre lahko vse gor ali pa dol, ne, Ja, pa ima smole, pa karkoli, ne. mislim, to mi je tako lahko sam špekuliramo, ampak morda res ne bi bilo slabo, da bi odigral še eno sezono v Leipzigu, samo zato, ker je zdaj prišel v to prvo postavo, pa dobil zaupanje trenerja, pa začel serijsko dajati gole skoraj v vsaki tekmi, da bi eno celo sezono še tako sestavo preden bi šel gor, ampak to tako se ne bomo mi odločili. Moramo upoštevati, da Leipzig je izrazito korporacija, biznis. Neke stvari že delajo po logiki, ustvarjalni. Ja. Ko pa pride po odločen, ker se usede v upravni odbor, pa lastniki, sicer lastniki Samo eden. ampak ve se, da mora biznis in zračunajo. V Salzburgu smo tokle minus ali pa tokle premalo naredili, v New Yorku je tale naš Red Bull tak in ko se šteje, pa reče, ja, ni druge, ne. Lahko si prvošmo, da ga zadržimo, pa ga bomo še za 20 več prodali, ali je pa naš budžet že šel, moramo ga nafilati in ga moramo prodati. Ne. Ni samo strogo nogometni vidik, ampak je poslovni vidik. Ne. In tukaj pa v takih korporacijah, ki so v športu, nisem športni vidik, to je treba biti jasen. Drži. Siniša pa, midva najbolj podrobno Bundesligo gledava. Kako si pa ti ta konec tedna pospremil? Jaz moram priznati, da kljub temu, da navijam za Bayern, mi je bilo lepo gledati Slavija Leverkusena, ker je tudi bolj zanimivo, če zmaga kdo drug, kakorkoli obrneš. Me pa kakorkoli zdaj, kot je rekel Jernej, v zadnjih 2 mesecih sem tudi jaz še dalje bolj verjel temu Leverkusenu in Xabiju Alonsu in tem kompaktnosti te ekipe. V preteklosti sem pa veliko več dal recimo na Borussia Dortmund, ki ima eno veliko večjo kontinuiteto, ki se mi zdi, da pogostokrat boljše zgleda v kadru, kot to kaže na igrišču,
pa kot ima to neverjetno ozračje okrog kluba. In recimo lani sem bil zelo presenečen, da Dortmund ni bil prvak. Zato sem se mislil, dobro, ta Leverkusen bomo videli, ampak res so pa držal to raven, še tako pomisliš, to, kot si prej omenil, res so na 3 ravneh tekmovalni še v igri, v finalu pokala, ki ima tudi v Nemčiji podobno kot v Angliji, malo manjšo tradicijo, ampak ogromno ceno, vedno se to v Berlinu igra in vedno je to poseben dan na koncu sezone. In oni so favoriti proti Kaiserslauternu v finalu, dobro, vemo, da so samo ena tekma pokalna, igrajo še v Evropi, tako da oni imajo res dobro postavljeno to zgodbo in Xabi Alonso deluje, in če so oni res z njim Zmenili. da ostane, potem oni računajo, da bodo to nadaljevali. Oni so nekoč imeli tudi zelo fajn postavljene stvari, igrali so tudi v finalu Lige prvakov, Ballack je takrat bil vodilni igralec in reprezentance in kluba, res pa da tiste lovorike pa niso, tiste najbolj cenjene pa niso. Do zdaj jo pa imajo še ta Ja. nemški majster šale, tako da to je za njih čudovit uspeh, če bo res Xabi ostal, bo zanimivo videti, kaj ta ekipa, kako bo izgledala drugo leto Lige prvakov, ampak ta Če je še kar prisoten. Pa Jernej, mogoče za konec bi te prosil še za eno hitro napoved. V četrtek izide naša priloga Euro 24. Če narediš malo reklame bralcem, kaj smo pripravili za to dodatno branje? Veliko preveč, da se vse zdaj našteje, ne? Lahko se postavi neke okvirje, se pravi, priloga je na 200 straneh, oziroma je samostojna edicija, tudi ki bo na voljo v kioskih, oziroma tam, kjer so časopisi in revije. Jaz mislim, da je ta revija nekaj mesecev pred Eurom lahko ponuja vse, kar si lahko v bistvu bralec zaželi, pa kar mu je mogoče ponuditi. Vključno že z nekim vsaj približnim seznami vseh reprezentanc za Evropsko prvenstvo. Mogoče bo 1 ali pa 2 spremembi gor na teh listah, ampak načeloma je tudi to. Sicer je pa noter vse od rečemo resnega nogometa, se pravi taktike, ki jih imajo moštva, selektorji, zvezdniki, kako so prišli na Euro, kaj lahko od njih tam pričakujemo, se pravi ta čisti nogomet, do tistega, kar nogomet ponuja zraven, se pravi, zaradi katerega je tudi najbolj priljubljen šport, se pravi, avtomobili nogometašev, moda, ki jo zaznamujejo nogometaši, ne vem, vse, kar se je možno spomniti, do vodičev po vseh mestih, kjer bojo slovenski navijači v Nemčiji. Imamo intervjuje fenomenalne z glavnimi akterji Eura, se pravi, od predsednika UEFA Čeferina, predsednika zveze Mijatoviča, do vseh, ki so nosilci v naši reprezentanci. Imamo veleposlanika nemškega pri nas, oziroma oba, ker sta 2, in slovensko veleposlanico v Nemčiji, se pravi, najširši zorni kot možen in igrišče, ne. Se pravi, res nekaj za vsakogar. Tako da ta priloga je po mojem mnenju korektna. Koliko je dobra, bojo ocenili bralci. Ne vem, se lahko tudi vi kaj poveste, ste vsi zraven sodelovali, tako da lahko še vsak pove kaj. Jaz mislim, da smo dali kar dosti v to prilogo. Zdaj bomo pa videli, če upamo, da bo rezultat temu primeren. No, ampak Gora ste recimo izpostavili vse Slovence, ki so doslej nastopali na Euro, ki jih je bilo nekaj že tudi pred letom 2000, ko se je Slovenija prvič uvrstila. Tako da imamo tudi ta zgodovinski del pokrit, tudi celovit zgodovinski pregled vseh Euro je noter. Pokrili smo Euro 2000 s kvalifikacijami in tomu, kar se je dogajalo tam. Tako, zelo podrobno. Ne, zelo. Jaz sem pa že, smo si, ampak kar nekaj teh prilog dal skozi raznih, zdi se mi, da je ta res temeljita, no. Da je pa ta primerljiva, pa ne da bi se zdaj preveč cenila, ampak da je pa primerljiva tudi s tistimi, ki jih jaz najpogosteje kupujem v nemškem jeziku, recimo za naš prostor je ta seveda, ampak da je res globalna, da na veliko različnih področjih skozi nogomet in da je natanko 2 meseca pred začetkom v bistvu, da je zelo fajna, in tudi to je dobro, da je to prej, da ljudje imajo
ker za take stvari pa rabiš. To pa ni stvar, ki bi. In potem ti med samim prvenstvom ti pa to prav pride. Zaradi kakega podatka, zaradi. Idealno, vsak vikend eno urco, kavici, si vzameš. Med polčasom, lepo vmes, ko čakam. Se res? Ne. Njih lepo, to ne moreš kar Ne. naenkrat. Ja. To nima smisla, ampak lepo vsak vikend se pravim, da si vzameš dopoldan čas, ko lepo časopise, pa ne, ali pač tiskam navado to delati, ne, je to idealno. Tako da možno bo videti, kakšne avtomobile vozijo naši reprezentanti, kakšne imajo tuji. Najmlajši bojo lahko pogledali maskote, ki jih vedno zanimajo, te, ki jim pol nosijo domov, ti piše celo zgodovino nazaj, žoga, kera je žoga, kakšne so bile prej žoge. Pa dali smo seveda tudi glas navijačem, kar se mi zdi zelo pomembno. Ob 64-letnici Eura smo dali glas prav 64 navijačem, od najmlajših do malo starejših, tako da so vsi udeleženi v tej prilogi, tako da zdi se mi okej, no, bomo videli, kako bo izpadlo. Tako. In dobra stvar za metijo na klubski mizici, ko vidite, da je na sporedu tekma, ne vem, Gruzije, pa ne veste, kaj je zdaj Gruzija tukaj dela, kako je sem prišla in kdo tam igra. Odprete prilogo pa prelistate, ali pa med polčasom, ko čakate, da se konča. Se tudi vse ure so noter, ne? Vse, tako, in spored. Ure vseh tekem, tako da vse je noter. Tako da mislim, da bo zanimivo. Tako da za danes bi bilo to. Hvala za pozornost. Naslednjič se slišimo, ko bo derbi že mimo, ko bo, upajmo, Jan Oblak v polfinalu Lige prvakov in še marsikaj zanimivega se bo zgodilo. Tako da tudi takrat hvala lepa in pa naslednje.